Na prvem koncertu v okviru mojstrskih tečajev so se nam predstavili izvrstni glasbeniki, ki so jih pod svoje okrilje v času festivala Bled vzeli Michael Frischenschlager, Jernej Brence in Robert Schroeder. Professor Frischenschlager is he's legendary person and legendary teacher, so the experience to work with him is just, fantastic. He's great professional, great personality, and he's just wonderful atmosphere with him. Yeah. And which piece did you present to us today? Tonight I played the first movement of Mendelssohn's Violin Concerto in E minor. V bistvu sem že lani bila na tem masterclassu in mi je bila v bistvu tako dobra izkušnja, da sem letos ponovila iz tega razloga. Pa pred kakšen izziv te pravzaprav postavijo te masterclassi, ki ga morda ne dobiš tekom vsakdanjih treningov? Ja, v bistvu je ravno to taka posebnost, da je to nekaj dodatnega, kar ne dobiš vsak dan, in mislim, da je super, da izkoristimo to tako, kako izkoristimo kot učenci. Tako da res dosti dobimo na ta račun, da je neka drugačna izkušnja. Vidiš tudi ljudi ostale, kako igrajo, in meni se zdi, da to ful pomaga, tudi za motivacijo in za vse. V bistvu zelo dobro, ker ti pokažejo ful različne načine, kako doživljati muziko, kako jo čutiti, pa fajn je iz večjih koncev slišati, kako bi bilo najbolj, in pa izvlečeš iz vsega najboljši in je ful fajn. Kateri je bil pa izziv, pred katerega si bila postavljena, preden si prišla sem na masterclass in mogoče si opazila, da se je zdaj nekaj izboljšalo, da si nekaj dovršila? Definitivno izpit na konzervatoriju, pa sem tukaj delala isti program in sem zdaj igrala in je bilo veliko boljše. Vsa tri dekleta svojo glasbeno pot nadgrajujejo že od malih nog. Zaupale pa so nam, zakaj so se odločile prav za violino. Well, it was kind of personal choice. Of course, the path is very difficult. I mean, there's a lot of practice and struggles that you come across, but yeah, you just continue and never give up. I think that's part of the journey, to not to give up. Because it's so hard. Ja, violino igram že od majhnega, zato je to zame vse. Vem, če ne vadim kakšen teden, sem kar slabe volje. In ko vadim in pa mi kaj rata, je pa res dober občutek. Drugače ful uživam in zelo rada igram violino. Udeleženke se strinjajo, da na mojstrskih tečajih manjkajo predvsem domači glasbeniki. Tudi iz Slovenije njih čim več pride, ker jih ni dosti veliko, zelo več jih pride iz drugih držav, ker ne vejo, da je res dobro in zelo na visokem nivoju. It means quite a lot of courage, work, overcoming myself every time I go out to the stage. And yeah, it's like non-stop, how do you call this? Training to get better. Yeah. Po mojem mnenju je violina en tak inštrument, na katerem je v bistvu spekter emocij in vsega zelo ogromen, in to je zelo velika prednost, če hočeš kot glasbenik izražati sebe. Pa se mi zdi, da včasih malo pozabimo, da glasba ni samo analitična, in v bistvu moj ves cilj tega vsega je predvsem to, da pokažem ljudem, da v bistvu ni, da je zelo pomembna tudi čustvenost, da se ti človeka dotakneš, da ne vem, res lahko, ker konec koncev glasba seže, dostikrat smo slišali, da glasba seže dlje od besed, in mislim, da to kar drži.